Na koncu tega vloga sledi ena huda nagradna igra, zato se splača ta vlog do konca pogledati. In sicer za en pameten telefon, ja, prav si slišal, pameten telefon, ki je v eni lastnosti ful boljši kot nov iPhone X. Are you listening? Damn. Yeah. You crazy mother. You are my best friend and we've got some shit to shoot. Zakaj test iPhone-a, ne? I'm sucker for all the new things. Sem dejstvo. Novi telefoni, čakam njihove predstavitve, čakal sem na iPhone-ovo predstavitev, čakal sem na Pixelovo predstavitev, pač čakam kadarkoli so te telefoni predstavljeni. Sem pa eden tistih, ki je prešaltil na Android in si težko predstavlja, da bo prešaltil nazaj na iOS. In mogoče bomo v tem vlogu govorili, zakaj je temu tako. Najbrž vas zanima, kako sem prišel do brand new iPhone X-a, no? Ja, na Facebooku sem objavil statusa, sicer sem hotel priti do telefona čist brez vezave z uvoznikom telefona. Torej zato, da lahko za vas naredim najbolj neodvisen review. In javljal sem ful nekega folka, ampak zbral sem Nino iz iStyla, ki je pač rekla, Jan, tukaj ga imam, nov je sveže zapakiran, pridi ga iskat. In izgledale tako, ne. No, teta, ki je tole dale tam na vzadju, jaz se pa zdaj zahvalil na kavo pelem, pa bomo pa en dan, tako že v temu videu naprej, tole probali, ki me res prsti srbijo. Zdaj sem ful nakladil, pa pojmo kar direkt na telefon, ki je čist brez veze, valjda vas zanima, kakšen se mi zdi telefon čist direkt. Torej, povedal bom, kaj mi je na telefonu všeč in kaj absolutno ne. Če se vam ne da gledati do konca, vam povem, da mi je telefon čist na koncu, pravzaprav ne vem, zakaj je ful všeč. Telefon mi je všeč, ampak beseda ampak je napisana z veliko. Jaz zdaj v Lifeu v ta moment uporabljam dva telefona in sem Samsung Galaxy S8 Plus in pa telefon, ki ga Borna drži v roki. To je Huawei Mate 10 Pro. Ok, tako da gremo akcija, gremo kar na review tega telefona. Zdaj, Apple vsakič pravi, vsako leto, ki nam predstavlja iPhone, pravi, to je najboljši iPhone vseh časov. In definitivno iPhone X, če ga obrišem, pa spucam, pa pogledam tako drugačen iPhone od ostalih. Torej vsekakor drugačen od osmice. V bistvu je to pameten telefon, kjer so pri Apple poskušali narediti pravzaprav čisto vse tako, kot bi mogli biti. iPhone X je, kot pri Apple trdijo, na novo izumil sam sebe. Je telefon, ki smo ga tako dolgo pričakovali od Apple. Telefon, ki bo končno spremenil v bistvu dolgočasno ponavljanje samega sebe. Apple se je pri tem telefonu znabil nadležnega homebutton, gumba ni več. Izginil je senzor prstnih odtisov, ki ga je nadomestil Face ID. To je to v bistvu, da telefon tvoja faca prepozna, tudi če imaš očala gor ali pa če jih nimaš. Ja, nova tehnologija zaslona, ki naj bi bil od roba do roba, ampak sem že tudi videl kak zaslon, ki je bolj od roba do roba. Telefon ima pol novih stvari, z njim se lahko tako mahate, pa on določene stvari zastopne, čeprav meni to še ne dela, ker nisem pogledal, kje se to klop. Zdaj pejmo zdaj mogoče prvim vtisom. Zdaj telefon je drugačen od drugih telefonov v preteklosti. Če držimo iPhone 7 v rokah, to je ta telefon, pa iPhone X. Je razlika, telefon je v celoti iz stekla, to je prva bistvena razlika med tema dvema telefonoma. Čutiš, da gre za neko drugo zgodbo in veš, da so naredili nov telefon. Ampak tako, kot vsi, ki so do zdaj iPhone reviewali, jaz ne morem iti mimo tega, kar se dogaja tukaj s tole kamero. Mislim, Apple na iPhone X je v bistvu največji do zdaj. To je iPhone 7, to je iPhone 6. In od 6-ke, 7-ke in pa 8-ke je ta zadeva zrasla vsaj za milimeter pa pol. Težava, no? Res. Zadeva mi ni všeč, vsi znajo ostali to zintegrirati lepo z bodjem, razen Apple v bistvu relativno tako naivno, pa skoraj malo butasto ustraja pri detajl, ki bo v vsakem primeru vplival na to, da mesto kamera po robovih slejka prej zelo poškodoval. Tale noč tukaj, oziroma tale rob, je pa precej moteč. Čeprav osebno, ko sem ta telefon začel uporabljati, se mi niti ni zdel tako grozno moteč, je pa dejstvo, da pri določenih aplikacijah zadeva res čuden izpad. Neizpodbitno dejstvo je, da iOS ni dobro poročen z Googlovimi aplikacijami, tako kot sta Google Photo in Google Drive.
Enostavno v bistvu ne vem, ali si Google ali si Apple želite, da bi te zadeve dobro na iPhonu delale. In to je ena od tistih stvari, ki je mene ful mota. Namreč za službeno opravilo v bistvu največkrat uporabljam Google Cloud. Naslednja stvar, ki je v bistvu mene naredila za Android userja, so pa notificationi pa widgeti, ki mi nažalost v iOS-u še vedno manjkajo, oziroma funkcionalnost v teh. Mislim, pri notifikationih je tako, da pri Androidu imaš to res lepo zložen. Tukaj imaš pa več ali manj vse. To zna lepo Android združevati v neke skupine in je izkušnja dosti bolj prijazna. Dajmo stopiti iz negative. Kar je najboljšega na tem telefonu? Vsekakor kamera. Govorimo o kameri, ki snima video in ta je res dobra. Ja, za tiste, ki hočete telefon, ki res dobro dela video, je iPhone X najboljša stvar. Zdaj vas najbolj zanima, kaj bi jaz izbral. Čisto res. Zdaj, ko ful veliko blogam in če bi gledal samo na kamero, pa bi definitivno izbral iPhone X, ampak ker je to v bistvu moje glavno orodje, s katerim živim cele dneve in sem na njega navajen, ja, pa ta telefon ne bi izbral, čisto res. To je pa ta najhuj problem, ker sem sucker for Apple products. Podzavestno vedno znova hočem imeti ta izdelek in tukaj je ravno v bistvu vaša pomoč. Dajmo se zdaj vrniti tja na začetek oziroma na ono nagradno igro, ki sem jo oblobil za telefon LG X Power 2. Zadeva je čisto simpel. Povejte mi, kaj bi pravzaprav vi izbrali s komentarjem pod tem blogom. Pa to. Komentirajte, lajkajte zadevo, mogoče lahko še pošerate in mi pomagajte v odločitvi, da bi jaz ta iPhone zamenil za Androida. Imate pa še eno možnost, da poleg tega komentarja pa lajka odklikate na spletno stran citymagazine.si/LG X Power 2. Ja, točno tako morate napisati, se bomo spodaj napisali, evo, tukaj je napisano. In lahko tudi na ta način dobite, ali pa ste bolj zihar, da boste dobili, ker pa bomo žrebali za enega ta odgovorskega boksa. To je to. Over and out.